Prezelj je diplomirani mikrobiolog in magister molekulske in funkcionalne biologije. Je raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer na oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. Ukvarja se z mnogimi področji, predvsem pa združuje družboslovne vede, humanistične vede, naravoslovne vede in vse to z umetnostjo. V projektu Evropske noči raziskovalcev ste sodelovali že dvakrat, in sicer pri projektu Bauhaus Baumensch, kjer ste se ukvarjali z mikroorganizmi kot krojači evropske umetnosti, in potem ste sodelovali v projektu Fenomen Chanel, kjer ste se ukvarjali z vohom kot enim izmed najstarejših čutov in potem tudi z vonjem in vpetostjo vonja v socialno vedenje. Ste raziskovalec, kar pomeni, da vas znanost že od nekdaj navdihuje. Vsaj tako je razbrati iz vaše bibliografije, kajti že v osnovni šoli ste se ukvarjali z temo, ki je zelo nenavadna, to je, kako se znebiti strahu pred pajki in potem kakšne kobilice lahko najdemo na različnih vrstah travnikov. Kdaj ste začutili, da je znanost vaš poklic, da je to, kar želite početi v življenju? Ja, to v bistvu o tem nisem nikoli tako zelo sistematično razmišljal, ampak je to zelo naravno prišlo pač skozi razvojno ali pa skozi odraščanje pravzaprav. Je pa res, da sem bil že v vrtcu oziroma že od nekdaj, kakor se spomnim, zelo tak zvedav pa radoveden. Verjetno se imam tukaj za zahvaliti tudi svojim staršem pa pač drugim širšemu sorodstvu, ker so mi vedno omogočili, to tudi zdaj opažam, ko sem na Pedagoški fakulteti, da je zelo pomemben, da se otroci imajo pač zelo raznolike izkušnje tekom odraščanja, da imajo možnost se preizkusiti v raznovrstnih aktivnostih. Recimo, jaz sem v glasbeno šolo hodil, športno sem bil pač dosta aktiven, čeprav mi ta dejavnost zdaj ne leži toliko zelo. Ustvarjalno, kreativno sem bil dosta aktiven in so me te stvari skozi zanimale. In sem potem sproti pač tekom odraščanja v bistvu nekako prišel do tega spoznanja. Nisem tako si zamislil, ok, tole hočem biti ali pa takole moram to narediti, zmer nekako tako zelo organsko. Mislim, da je zdaj zelo pomembna beseda, ki ste jo omenili za znanost in raziskovanje, zvedavost. Se pravi, tebe kot raziskovalca morajo stvari zanimati in vas so od nekdaj zanimale, kar je pa posebej oziroma kar je drugače od ostalih, različne stvari. Umetnost in naravoslovje in družboslovje in humanistika. Kaj vam je najbliže? Ja, to je zelo težko vprašanje. V bistvu to je bilo tako, ne. Jaz v osnovni šoli sem bil mogoče zelo tak klasičen redukcionističen naravoslovec, tako v osnovni šoli, ne. Potem pa sem imel zelo nek tak manko, bi človek rekel lahko, na družboslovju, humanistiki, predvsem na jezikih, in zato sem se tudi s tem namenom vpisal prav na humanistično gimnazijo. Ker nekako sem imel že takrat ta občutek, da je veriga toliko šibka, oziroma toliko močna, kakor je močen, je najšibkejši člen, ne. In seveda, tam, ko sem bil šibek, to sem hotel ukrepiti. Po drugi strani sem pa vedel, da stvari, ki me veselijo, ki me zanimajo, jih bom delal, če me bo kdo pač silil to ali pa ne. Tisto, kar pa me nekako ne diši najbolj, pa rabim nek zunanji pritisk, nek zunanji motiv, da bom to ojačal. In tukaj je bila mogoče ta gimnazijski del ključen. In težko bi se opredelil, pa tudi nisem nekako tak človek, da bi zagovarjal te hude ločnice ali pa to vrtičkarstvo, v smislu tudi to, da jaz gledam na znanosti ali pa tudi na različna področja znanosti, ne skozi to, s čim se ukvarjajo, ampak bolj kakšen pogled pa kakšen pristop imajo do tega. Se pravi, jaz kot biolog, razmišljam v tej smeri, da lahko se ukvarjam praktično s čemerkoli, recimo z neke biološke perspektive, In tudi tukaj mislim, da si lahko zelo razširiš obzorje v tem smislu, da pač če imaš malo bolj širok pogled, je lahko zelo dober material za neko ekološko raziskovanje, za biološko raziskovanje, so tudi lahko umetniška dela, na katerih je ogromen različnih vrst pravzaprav lahko prikazanih, In je to lahko zelo bogat vir pač podatkov, informacij, ki jih potem lahko na nek način analiziraš. Tako da mi je pa umetnost zelo blizu. Mogoče z te perspektive mi je humanistična misel precej bližji kakor ta naravoslovna. Glede na to, kaj vse ste počeli v preteklosti, v vas vidim, kot ste že prej rekli, nekega renesančnega človeka, kot ženi, kjer so različne znanosti zbrane v enem umu in ta je pač mikrobiološko ali biološko izobražen in s to izobraženostjo gleda na ves svet.
A ne, danes imamo korporacije, kjer vsak po svoje nekaj obvlada in gleda na svet, vi pa to združujete v sebi. Zelo mladi ste še za raziskovalca. Počnete to, kar počnete v samoti, delate in razmišljate sami, ali imate radi timsko delo? Kakšno je vaše delo raziskovalca? Jaz v bistvu potrebujem nekako oboje. To, kar sem ugotovil pri sebi, je, da zelo lahko razmišljam skozi pogovor, skozi interakcijo. Tako v bistvu pridem do idej, tako nekako meni se lažje usmerim, skoncentriram nek tok misli, no, tako recimo po prustovsko, skozi nek recimo intelektualni diskurs. To mi je en tak osnoven način dela, ampak hkrati pa polka če imam neko osnovno idejo v glavi, pa rabim tudi dosti miru pa pravzaprav časa, no, da se lahko eni stvari posvetim in to naredim. Sem pa tako, mogoče moja kognitivna struktura je zelo mogoče nemška, no, zaradi tega, ker sem zelo sistematičen, zelo tako strukturiran in pač tako tudi probam pol stvari nekako urediti ali pa zbrati. Najprej naredim dober načrt, no, pa pač nekako temu sledim. Ne maram pa tega časovnega ali pa nekega pritiska, saj to danes je itak, pa tudi zmeraj je bilo, da si mogel nekako tem se omejiti pač vsebinsko, časovno in tako. Ampak vseeno imam rad, da sem tukaj dosti fleksibilen, da lahko naredim stvari kvalitetno, ker teh nekih sem tak mal perfekcionist po naravi in ne maram tega, da moram zdaj nekaj skupaj zmašiti sam zaradi tega, ker je, ne vem, do jutra treba nekaj narediti ali pa tako, da dostikrat raje delam stvari pred rokam oddajam, kakor pa vse v zadnjem trenutku, no. In kljub temu, da ste v svoji osnovi naravoslovec, pa vsako svojo raziskavo vključite umetnost. Ali je to bilo že od nekdaj tako, da ste vključevali umetnost, ali tako nanese, ali se to zdi potreba? Pa jaz mislim, da je v bistvu vse troje na nek način. Se pravi, na začetku, na osnovni šoli, nisem niti tako sistematično razmišljal o tem, kako so ta področja ali pa polja znanosti med sabo nekako prepletena. Ampak je to prišlo naravno že s tisto raziskavo v pajkih, ki je bila res en tak zelo zgoden začetek. Sem nekako posegal malo na področje psihologije, biologije, sem to nekako združeval, pol je spet bilo, pač tisti s kobilicami je bil en tak zelo interdisciplinaren projekt, kjer sem pač bolj, sicer je bilo vezan na agronomske znanosti, ampak spet je ta kulturni vidik bil prisoten, kako bi zdaj nekako človeku olajšal in ga hkrati tudi približal naravi. Pol je bil pa tudi ta del, pol z gimnazijo, no, tam sem pa res opazil to, da nekako so te ločnice zelo umetno ustvarjene. In to, kar jaz zagovarjam, je ta filozofija, no, da pravzaprav neka filozofija znanosti pa estetika niti nista med sabo zelo ločeni področji, ampak jaz gledam na znanost kot neko podpodročje estetike, podobno kot recimo kiparstvo, tako kot recimo slikarstvo, arhitektura ali karkoli, so različna pač načini izražanja, ki so posameznikom blizu. In raven tako tudi mislim, da je znanost, znanstveno izražanje, raziskovanje pravzaprav eden izmed načinov izražanja, odkrivanja, raziskovanja neke stvarnosti. Pač slikar to dela mogoče malo bolj abstrakten, ima tukaj več možnosti oziroma je mogoče ta subjektivnost tista, ki ga navdihuje. Tukaj smo v znanosti mogoče malo bolj rigidni ali pa zamenjeni, ampak znotraj tega jaz pravzaprav se zelo dobro počutim. To je pač nek moj jezik, moj način izražanja. In prehajate iz enega področja na drugo. Letošnji projekt je umetniški projekt in vključuje živali, kajti to je tudi tema Evropske noči raziskovalcev. Ali nam lahko predstavite letošnji projekt? Ja, to sem jaz v bistvu nekako že dalj časa razmišljal o tej stvari, pa je pa tukaj se ponudila skozi to ena taka zelo dobra platforma, če tako rečem, oziroma priložnost tudi znotraj tega projekta, kjer tako, če v bistvu gledam preplet med tem, kakšno vlogo igrajo živali v naravnem in tudi tem družbeno-socialnem sistemu, je tako, da moj brat je pač pravo študira, jaz za pravo nikoli tako zares nisem zanimal, ampak je pa del vseh nas na nek način. In vedno so me navdihovala ta etična vprašanja v povezavi z znanostjo pa z biologijo. Se pravi, kaj prav, kaj ne, zakaj prihaja do nekih nesoglasij, kako v bistvu delati znanost tako, da bo pravzaprav konstruktivna, ne da bomo zdaj, ne vem, pač z vsakim korakom podrli dva prejšnja,
In tukaj pri tem našem odnosu do živali sem uporabljam umetnost pravzaprav kot orodje, ne, v tem konkretnem projektu. Da nekako pokažem, da igram na neko doživljanje ljudi, ki bojo to gledali. Sprašujem se pa o tem, kakšen je naš odnos do različnih živali. Projekt ste poimenovali Krona stvarstva. Tako. Zaradi tega, ker je v bistvu to povezano zelo v tem biološkem smislu, če govorimo o zgodovini, če gledamo v zgodovino, je bil ta antropocentričen pogled tudi z razvojem biološke misli zelo izpostavljen. Ne. To pač so neke določene okoliščine, ki so na to vplivale, a ne, tudi znotraj tega evropskega prostora je pač to tako prišlo. In religija in vse to je igralo pri tem vlogo. In se človeka nekako postavili na nek piedestal, ki je neka krona stvarstva, ki je nek vrhovni, lahko rečemo, upravitelj z ostalimi oblikami življenja. In je zato njim naj bi bil nadrejen. Ne? In pol skozi ta umetniški projekt jaz to na nek način probam raziskati, pa tudi nekako razčleniti, bolj sistematično nekako razložiti. In ena od teh stvari je, da pač različne živali, ne samo, da smo jih ljudje raziskovali pa opazovali, ampak smo tudi ustvarjali različne oblike življenja, za nam lastne potrebe, recimo, ne vem. Pač to so razna živinoreja in tako dalje, so neke določene oblike življenja, ki ne bi obstajale, če ne bi bile prisotne človeške. In te različne kategorije, etične kategorije, v katere lahko razdelimo te živali, so nekako, ko sem malo raziskal, so recimo 4, Eno so rejne živali, potem druga skrajnost so mogoče te naši hišni ljubljenčki, ki so zelo antropomorfizirani, pravzaprav zelo počlovečeni, ki so nam blizu, z njimi živimo, imamo z njimi pač nek neposreden stik in zato je tudi neko pravno varstvo ali pa varstvo teh ljubljenčkov je zelo strogo, imajo v bistvu zelo podobne pravice, ali pa podoben način varstva kakor ljudje ali pa otroci. Druga skrajnost, kot že omenjam, te rejne živali, kjer jih obravnavamo zelo tako materialistično, skozi stvari, skozi produkt, ki ga v bistvu od njih dobimo. Vmes sta pa še 2 kategorije, so pa recimo divje živali, kjer govorimo bolj o neki estetski komponenti, da večja pestrost je bolj zanimiva, je bolj lepa, bolj pestra, pa potem laboratorijske živali, ki so pa ena taka zelo specifična komponenta in zato sem se sem nekako usmeril, ki je tudi blizu. In kaj boste počeli? Ja, v bistvu ideja je, da tako nekako jaz probam vse te svoje projekte tudi narediti tako, da se plastijo, da je stvar večplastna, da se lahko razume nekdo, ki ga pravzaprav tema ne zanima, tako poglobljen, ali pa hkrati nekako navdihuje tudi tistega, ki je pa bolj zainteresiran za neke bolj poglobljene tematike. In ideja je, da se zdaj, kakšen je princip dela z laboratorijskimi živalmi, je, da vse živali, ki jih nekako uporabimo v eksperimentu, imajo nek tak protokol velja, da potem jih je treba evtanazirati oziroma usmrtiti po koncu eksperimenta. In to velja pri nas še danes? Ja, to je splošno uveljavljena praksa na Zahodu. Zdaj razlogov, zakaj temu tako je več. Jaz sem to tudi malo brata spraševal, pa pač druge pravnike, zakaj tako varstvo je. Zato, ker imaš 2 skrajnosti. Ena je ta, da imamo lahko neke ekološke ali pa tudi neke vedenjske eksperimente, kjer ni popolnoma nobene razlike v bistvu kot to, da ti neko žival kupiš z hišnega ljubljenčka ali pa jo pač vključiš v eksperiment, ampak če jo ti zdaj pravno formalno vključiš v eksperiment, jo moraš ravno tako evtanazirati na koncu, zaradi tega, ker je pač to del eksperimenta. Druga skrajnost so pa potem neki bolj invazivni eksperimenti, kjer posegamo v telo teh živali tako, da jim recimo apliciramo določene učinkovine, nekaj, kar je potencialno nevaren za družbo, za naravo, za okolico, če pač to uide iz tega zaprtega okolja. In to je tukaj jasno seveda, da je pač ta evtanazija, uničenje tega materiala potrebna. Ampak tukaj vmes je pa pol cel spekter nekih eksperimentov, kjer pride do neke sive cone, kjer bi mogli za vsak eksperiment posebej presojati, kakšen je protokol. In ker je pač teh eksperimentov se danes odvija na dnevni ravni toliko, so pač, jaz si to tako razlagam, da me bi kdo pač iz prava bolj popravil, je tako,
je to prekomplicirano in enostavno, pač najbolj enostavno to rešljiv tako, da zavzamemo stališče najnižjega tveganja, se pravi vse, kar je eksperiment, kar gre v znanost, je pač potem maksimalno varnostnem mehanizmu za nas same, da pač vse, kar je del eksperimenta, vsaka žival se na nek način evtanazira. Ampak po evtanaziji se ta material biološki tudi more kremirati, uničiti. To je pač, kako se to uniči, teh načinov postopkov je sicer več, ki jih lahko uporabimo, ampak najbolj splošno uveljavljanje je kremacija, pa že se to upepeline. In tukaj vmes sem jaz najdel pač to neko nišo, da te živali, da se jaz nekako poskušam dati kot nek memento mori ali pa nek omaž tem pač laboratorijskim živalim, ki nekako so v poziciji pravzaprav neke naprave, ki jo mi uporabljamo, se pravi, ne vem, kot računalnik ali pa nek druga merilni instrument, je to pravzaprav nek instrument za to, da mi v znanosti premostimo določene ovire iz in vitro v pol nek bolj stvarni in vivo sistem. In probam v bistvu, preden gre to v kremacijo, te živali v bistvu ustrojiti, se pravi, gre za podgane pa miši, in te kožice potem uporabiti za izdelavo bodisi nekega pokrivala oziroma nekega modnega dela, ki bo potem del laboratorijske halje, ki pa pač ultimativen prikaz tega, pač, kar si danes ljudje predstavljamo čisto kognitivno tudi kot znanost, raziskovanje, kot nekaj čistega nekaj. Ker večina teh raziskav, za katere se danes uporabljajo živali, je v polju medicine pa farmacije. In za vse te zdravila, tudi najbolj preprosta, ki jih ljudje uporabljamo dnevno, je pač kopica teh živali bilo potrebnih, da smo mi do tega prišli. Ampak je pa tukaj ta distanca toliko velika, čisto kognitivna, da ko mi pojemo lekadol ali pa neko drugo zdravilo, ne pomislimo na to, kako je zdaj bilo potrebno, da smo mi do tega prišli, da to uporabljamo. In je ta odgovorna raba, odgovoren pristop do medicine, biomedicini je, se mi zdi, nekaj, kar bi bilo danes bistveno bolj potreben spodbujati, kakor pa vsa ta neka tehnološki napredek. Če povzamem, se pravi, pri tem projektu gre za preplet mnogih etičnih vprašanj, mnogih zgodovinskih vprašanj in menite, da boste s tem potem opozorili širšo javnost, kaj se dogaja, kako bi lahko bili drugače? Ja, v bistvu moj namen je, tako tudi jaz gledam nekako na umetnost. Zelo probam biti pozoren na vse te slippery points, kako bi človek rekel. Jaz nekako, ne maram, pa to ni moj način izražanja, da bi bil zdaj nek moralist, da bi moraliziral, da bi zdaj jaz ljudem rekel, v redu, to je prav, to pa narobe. Zato tudi s tem projektom nočem zdaj, tako rečeno, govoriti, ok, v redu, to je zdaj poskusi na živalih, eksperimenti na živalih so absolutno nedopustni ali pa ne vem, kritiziranje tega je nedopustno. Se pravi, jaz sam hočem nekako usmeriti pozornost ljudi in predstaviti, kakšno je ozadje, čim bolj nekako široko in jim potem pustiti, da sami to premislijo in na nek način pridejo do enega odgovora ali pa zaključka, tudi da bi znali to argumentirati, svojo lastno odločitev. Čeprav razumem, so potrebni tukaj najprej pravni koraki, da predrugačimo to verjetno že zelo staro mišljenje o tem, kaj početi z laboratorijskimi živalmi. Mislite, da tukaj kaže v pravo smer, da lahko projekti, kot je na primer vaš, lahko opozorijo na to in kaj spremenijo? Ja, jaz mislim, da ja. V bistvu pač tukaj jaz mislim, da morajo vzporedno dve stvari potekati. Jaz tako razumem, da je pravni, pač na koncu neki pravni akti, ali to tako, kot si jaz to laično nekako razlagam, je nek končen družben konsens ali pa dogovor na področju etike ali pa morale. Se pravi, jaz mislim, da mora tukaj to vzporedno iti nasilno, da pač mi sam pravne akte spreminjamo, preden obstaja nek družben konsens ali pa neka družbena klima se spremeni, s tem nič ne dosežemo. Se vidimo, imamo kup nekih, ne vem, pravnih aktov, ki pa so nekateri se ne uveljavljajo ali pač ne funkcionirajo, ne delujejo, ne vem, pač, ne. In zato mislim, da je najprej potrebno na to opozoriti, nekako vzpodbuditi ljudi, da bojo o tem razmišljali, da se jim bojo te tematike sploh zdele relevantne, pomembne, prioritetne recimo,
In potem na podlagi tega se pa lahko tudi pravni sistem prilagodi oziroma spreminjajo pravni akti, lahko, ker to zahteva spet, ne, kot rečeno, to je najbolj preprost način rešitve, ne, da rečemo, ok, če je neka žival v nekem eksperimentalnem postopku, je pač postopek vedno enak, je tak, ne. Tako, zelo posplošeno rečeno. Ne. To, da pa se zdaj ti moraš zelo individualno vsako stvarjo ukvarjati, da moraš mi zdaj ti, saj imamo zdaj tudi komisije, ki presojajo, ali je nek eksperiment upravičen ali ne, a ne. Ampak pol, ko pa je nek eksperiment, govorimo o tem, potrjen, je pa pač proces znan, je pa pač podvržen temu procesu, ne. Prav za neko višje dobro, če tako rečemo, a ne. Sploh na področju onkologije se izvajajo neki eksperimenti, ki so pač v redu, ne, so zelo pomembni za nas, ampak so pa tako, tudi to se precej skriva pred javnostjo, v smislu nekako ne radi tudi ljudje, ki to delajo, o tem govorijo, a ne, zaradi tega, ker je to neko področje, ki je zelo hitro podvrženo nekim čustvenim reakcijam ljudi, a ne. Kar je razumljivo, jaz to popolnoma razumem, ampak mislim pa, da ni rešitev, da se te stvari pač pometa pod preprogo, ampak da se jih je treba na nek konstruktiven način v javnosti pristopati. Jaz nekako ne maram tega mišljenja, da je zdaj javnost, ki je laična, je butasta ali pa prebutasta, da bi zdaj te kompleksne teme lahko vsakdo nek način do njih pristopal. Moramo pa biti dovolj odprti, a ne, ne smemo zapasti v ideologije. Lih zato jaz nekako s temi projekti pravzaprav se hočem boriti proti vsakršnim oblikam ideološkega. Ja, zdi se zelo obetaven projekt in obetaven se mi zdi pa tudi zato, ker ste izbrali tako orodje, ki se je že v zgodovini izkazalo kot uspešno, to je umetnost. A ne? Umetnost lahko sporoča marsikaj, naj bo to likovna, naj bo literarna, kakršnakoli. Jaz vam želim veliko uspeha s tem projektom in hvala lepa za pogovor. Ja, hvala za povabilo.